V petek, 28. julija, je bila v Slovenski Bistrici na delovnem obisku doktorica Simona Kustec-Lipicer, vodja poslanske skupine Stranke modernega centra. Po sprejemu pri županu dr. Ivanu Žagarju si je ogledala območja, ki jih je prizadelo julijsko neurje. Obiskala je tudi bistriško enoto doma dr. Jožeta Potrča ter družbo Impol, kjer je podala za lokalni program TV Studio Bistrica tudi izjavo. Krajani Šmartna na Pohorju so se s pismom predsednika sveta krajevne skupnosti v zvezi z neurjem, ki je prizadejalo to območje 7. julija, obrnili direktno na predsednika vlade, dr. Mira Cerarja. Na Šmartnem je bila organizirana tudi izredna razširjena seja varnostnega sosveta občine Slovenska Bistrica in najbrž tudi vaš današnji obisk deloma sodi v kontekst teh dogajanj. Namen mojega današnjega obiska je bil predvsem ta, da se seznanim z aktualnim stanjem na tem območju, kjer je neurje oziroma toča kar dvakrat dobesedno pustošila in uničila praktično večino kmetijskega in pa predvsem tudi vinogradniškega pridelka. Moram reči, da smo skupaj z županom, predsednikom krajevne skupnosti, predstavnikom civilne zaščite, predstavnico svetovalne službe Kmetijsko-gozdarske zbornice in še nekaterimi ostalimi predstavniki lokalnih deležnikov šli in pogledali kar nekaj različnih območij. Ocena absolutno je, bom rekla, katastrofalna, takšno kot je bilo tudi samo neurje oziroma toča. Dejstvo je po eni strani sicer, da gre za tak tip naravnega pojava, ki je tretiran kot pojav lokalnega razsežja, vendar pa se je potrebno istočasno zavedati, da gre za pojave, ki imajo zelo široka razsežja, široke učinke. Kaj tule mislim? Gre za to, da je ta toča, da je ta naravna katastrofa dobesedno opeharila preživetje ljudi na tem območju in seveda tudi globoko posegla v naravo, v tisto temeljno, bom rekla, delovno površino, s katero se ljudje na tem območju preživljajo. In tukaj je skrb tako lokalne skupnosti, kot seveda tudi zaskrbljenost države vsekakor na mestu in moramo vsi prisluhniti temu, kakšne so potrebe, priti z možnimi rešitvami za sanacijo stanja in pa škode. Prav tako pa seveda tudi zelo odgovorno razmisliti o ukrepih za preventivo za prihodnje. Dejstvo je, da predvsem tukaj pri toči obstaja kar nekaj možnih, bom rekla, mehanizmov te moderne dobe, s katerimi bi se dalo vsaj omiliti, če ne preprečiti najhujše. Tule govorimo predvsem o teh protitočnih mrežah ali pa letalih. Tukaj bo potrebna ena ocena in pa ena tudi, bom rekla, bolj sistemski najprej premislek, potem pa tudi rešitev, kako in kaj naprej. Ne velja to samo za to območje Slovenske Bistrice, ampak pravzaprav za celotno državo. In v tem smislu moj današnji apel in pa tudi zaveza je, da bom vsekakor vse te informacije prenesla na raven vlade in pa seveda tudi v svojo poslansko skupino, kjer pričakujem predvsem strani vlade, da se vzpostavi v najhitrejšem možnem času dialog z lokalnim prebivalstvom. V prvi vrsti je tule apel dan ministrstvu pristojnemu za kmetijstvo, ker je škoda tule največja in je potrebna tudi najbolj celovitega pristopa. Vsekakor tudi glede zemeljskega plazu, ki je bil posledica te toče, pričakujem, da se bo tudi resorno ministrstvo za okolje seznanilo z stanjem na terenu in prav tako potem tudi posledično tisti del, ki se nanaša na infrastrukturno problematiko oziroma načete ceste zaradi te toče. Toliko lahko ta trenutek povem o,
bom rekla, rezultatih, o oceni današnjega obiska. Kot rečeno, bil je seznanitvene narave, ampak hkrati tudi mnogo več od tega. Informacije bom neposredno in nemudoma prenesla naprej na pristojne institucije, kot rečeno, tule v prvi vrsti Ministrstvo za kmetijstvo, potem pa seveda preko našega širšega dela tudi dalje. Na Šmartnem ne pada samo toča, ampak tudi medalje. Gasilska desetina z Šmartna na Pohorju je na nedavni gasilski olimpijadi na avstrijskem Koroškem osvojila zlato medaljo. Moje iskrene čestitke, vsekakor smo ponosni na to, predvsem zaradi tega, ker gre za en pomemben segment civilne družbe, bom rekla tega nevladnega organiziranja, ki je dokaz tega, da so ljudje močnejši od vseh struktur, tudi struktur velikokrat države, in da je v prvi vrsti zelo pomembno, da tam, kjer se lahko, da najprej pokažemo svoje znanje in svojo moč na teh nivojih, potem pa seveda tudi drugje, če je pač za to potreba, nuja ali tudi želja.